Ok, torej, lep pozdrav. Hvala, da ste prišli na predstavitev tele moje nove knjige. Meni je to zdaj ful nerodno, tako sami vse tako, ampak dobro, moramo. Tako da bi jaz mogoče samo na začetku nakratko predstavil to knjigo pa par osnovnih pointov. Pa smo pa rekli, da ne bi zdaj nekaj to bilo nekako dolgočasno predavanje, da bi reči imeli eno diskusijo, ne pa nekrat, da se malo mnenja krešejo, kako, da bi vrtem bolj zanimiv za poslušati. Tako da sem povabil draga kolega, docent dr. Natalija Majsovo in v bistvu kolega profesorja Mitjo Velikonja, ki oba tudi sodelujeta na projektu Vključevanja sodobne narodno-zabavne glasbe. Pa bomo mogoče malo probali prediskutirati par teh pointov, ki so te zanimivi. Če bi kdo kaj prezveniral, absolutno ste dotočni, pol tudi na koncu za vprašanja, karkoli. Tako da, evo, da ne bomo predolgi, bi jaz pol mogoče kar začel. Skratka, dober, ne, to je ta knjiga, da vidite, ne, skratka, to sem napisal. Fora je o tem, no, že pred časom smo delali eno tako raziskavo preučevanja popularne glasbe v Sloveniji. Skratka, in smo ugotovili, da je ena taka zelo zanimiva situacija. Namreč, da v bistvu kar nekaj raziskav v sodobni slovenski popularni glasbi je namenjenih, ampak v bistvu tako zelo pristransko, enostransko. V praksi to pomeni, da so v bistvu zelo dobro pokriti razni alternativni žanri, tipa rock, punk, alternativna glasba in podobno. Praktično nič pa ne vemo, vsaj v nekem malo bolj znanstvenem, resnem kontekstu, v tej glasbi, ki je v bistvu v Sloveniji najbolj popularna, se pravi v popu, v narodno-zabavni glasbi in tako naprej. Tako da v bistvu naša ideja je bila v bistvu potem ravno ta, da bi mogoče se potem probati poprijeti v bistvu s tem žanrom, se pravi z narodno-zabavno glasbo, se pravi to, kar v bistvu ljudje v veliki meri poslušajo. Podatek, no, čistko je najnovejši, da ne 48% Slovencev posluša narodno-zabavno glasbo, se pravi daleč med izrazito najbolj priljubljenimi žanri, danes še vedno je ta glasba. In zdaj v bistvu mene zanima konkretno v tej knjigi, se pravi nekaj, kar imenujem simbolni imaginari. Se pravi v bistvu, kaj je simbolni imaginari, zelo preprosto, v bistvu to so, ko ne rečem, se pravi ta kulturni register, no? Se pravi, ne v vsaki kulturi imamo neke kočne samoumevnosti, vrednote, kaj je prav, kaj ne, kaj se spodobi, kaj je zaželeno, kaj ni zaželeno in tako naprej. In dostakrat v bistvu te simbolni registri so tudi v bistvu nekako še povezani s podobami, se pravi, recimo, zamišljam si, skratka neko idealno življenje in potem imam neke slike, da ne vem česa, Zaradi tega sem jaz tukaj potem uporabil ta simbolni imaginari. In zdaj recimo, če govorimo o klasični narodno-zabavni glasbi, vemo, kakšen je simbolni imaginari, bolj ali manj jasno, se pravi, to so kmetije, to je podeželje, to so hribi, to so pašniki, to so mati, kuha, peče, kruha. Skratka, je dosti jasen. Zdaj pa v bistvu mene to zanima, in pol smo tle tudi to razširili, kakšen je simbolni imaginari sodobne narodno-zabavne glasbe. Ker kot vsak žanr se tudi narodno-zabavna glasba razvija, spreminja, ne vem, kako spremljate, ampak v bistvu danes so sodobni inštrumenti, glasbeno se spreminja žanr, se pravi, ni več toliko izrazitih teh durovske melodike. Predvsem pa v bistvu se simbolno spreminja, se pravi, danes glasbeni pogosto se ne pojavljajo več v narodno-zabavnih nošah, tudi harmonika ni več čisto nujna, niso nujno več na podeželju, vozijo se z avtomobili, lokacije so urbane, se pravi, v prvi pogled je danes čisto nekaj drugega. In zdaj mene konkretno je zanima, kaj to je. Nakratko naredil sem analizo 20 videospotov, naključno izbranih, najbolj popularnih v tistem trenutku. In nekako moj zaključek je ta, če zdaj zelo poenostavim, pa bomo potem verjetno v diskusiji lahko šli bolj podrobno, se pravi, da je v bistvu sodobna narodno-zabavna glasba se na ravni tega imaginarija, se pravi podob, vizualne retorike, simbolov pomenov, zelo modernizirala,
Da pa, če pogledamo bolj natančno, se ni spremenil veliko, namreč ta modernizacija je zelo površinska, kaj mislim, se pravi recimo, modernizacija, mislim dobro, ta neka posodobitev, v smislu recimo, kaj se danes seveda vsi uporabljajo videospote, dinamična montaža, ali pa recimo, če govorimo o imidžih, se pravi, vsi so oblečeni v, lahko strgane kavbojke, kar bi bilo pred relativno kratkim čist nepredstavljivo za narodno zabavno glasbo, ampak v bistvu moj point je tle, če boš pogledaš, v bistvu je tako, da so v bistvu vsi oblečeni v enake strgane kavbojke. Cel band ima, all-starke, ampak vsi imajo enake all-starke. In tudi v bistvu, če pogledaš recimo med videospoti, se prav zmeri so enake lokacije, enake vrednote. Skratka, v bistvu imamo neko, se pravi, retoriko, vizualno ikonografijo, ker zelo spominja na sodobnost, skratka, zelo na prvi pogled je moderna, ampak je artikulirana na nek način, ki je v bistvu tradicionalna. Gre se za to, da v bistvu pač za tradicionalne družbe, so neki te osnovni sociološki pointi, manjša. Za tradicionalne družbe je značilna ravno ta, se pravi, uniformnost, enoznačnost, se pravi, jasen, kulturni okvir, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kaj prav, kaj ne, kaj je lepo, kaj ni lepo, kaj treba narediti. Ker to v bistvu vsi nekako delujejo na en način, razmišljajo na en način in tako naprej. Modernost je pa v bistvu heterogenost, Gesellschaft, se pravi, različni življenjski stili, različne estetike, različne vrednote, različne kulture, subkulture, etničnosti in tako naprej. Skratka, modernost je taka, skratka, raznolikost. In zdaj moj point je to, da v bistvu sodobna narodno-zabavna glasba sicer res ima te moderne znake, ampak so v bistvu artikulirani na zelo tradicionalen način. Se pravi, v bistvu vsi enako. In zdaj v bistvu, recimo, tudi, če gledamo vsebinsko, in s tem bom počasi mogoče tudi zaključil ta obor, če gledamo vsebinsko, so, recimo, te poudarki, ki se ves čas ponavljajo, se pravi, recimo, romantična ljubezen, to je nekaj, kar je prišel iz anglo-ameriškega popa, tudi to v klasični narodno-zabavni glasbi je bilo redko. Potem zelo prisotna je ta novodobniška religioznost, se pravi pozitivno razmišljanje, moramo biti skozi nekako dobre volje, moramo drugemu pomagati. Potem recimo zelo izrazit element recimo je čistoča, urejenost, se pravi in ta simbolni svet in lokacije in kraj in tako, vse je urejeno, vse je pospravljeno, vsi imajo sveže srajce, vsi, skratka, nič ne izstopa, nobenega tujca, ni nobenega geja, ni nobene lezbike, nobenega čekurja, nobenega črnca, nobenega kitajca, nobenega panksa, nobenega emota, nič ni, skratka, vsi so enaki. Potem recimo tudi en tak dosti izrazit element so avtomobili kot znak označevanja individualne identitete. Recimo, to je sicer malo taka po mojem širša slovenska značilnost, ampak ok, se pravi v bistvu mi nekak individualnost, ljudje pač izrazimo na različne načine, lahko z oblekami, lahko z lifestyle, lahko z kako imamo urejeno stanovanje, kam hodimo na počitnice in tako naprej, ampak v bistvu je ena taka hecna posebnost, da v bistvu prevladuje način izražanja svoje individualnosti zlasti z izvorom avtomobila. Se pravi, ljudje hodijo oblečeni bolj ali manj enako, hodijo, skratka vsi smučati v Avstrijo, okoli na Hrvaški. Skratka, zelo ta dosta uniformen vzorec je, ampak ta neka posebnost se pa izraža z izborom svojega avtomobila. In recimo, to je recimo nekaj, kar sem dosti izrazito prepoznal tudi recimo v teh videospotih. Recimo zdaj, če mladi par hoče biti neki funky, drugačen, nekonvencionalen, ni zdaj oblečen funky, ni se ne obnaša funky, ampak ima, Volkswagen hrošča, ker je to označeval zdaj nekaj tega. Če je zdaj neki mora biti fancy, je to nek dober nemški avto, ne pa zdaj nek dobra obleka. Tako da, hočem reči, spet, in to je zelo konzistentno. Tako da, v bistvu, to je moj nek zaključek, se pravi, v bistvu imamo neko to hecno dialektiko, ali pa to neko hecno dvojnost, se pravi, na površini se je narodno-zabavna glasba zelo modernizirala, ampak v substanci, na ravni vrednot, na ravni tega uniformnega razmišljanja, kulturnih referenc in tako naprej, pa izrazito uniformna, enoznačna in v tem smislu ostaja v resnici tradicionalna. To seveda je
tudi lahko malo problem, izziv, no, ampak recimo, da je to nekaj, o čemer bomo potem pa zdaj lahko tudi razmišljamo. To je nekaj, kar sem ugotovil, zdaj stvari pa seveda, kako to interpretiramo, jaz sem nekaj tle sicer ponudil, ene interpretacije, ampak bi me tudi zanima, s kolegi, ki se s tem ukvarjamo, da to malo podiskutiramo. No, tako da, evo, bomo zdaj malo odprli to razpravo, absolutno, kot rečeno, jaz mislim, da če bi to kaj tako interveniral od občinstva in širulete, mi nismo neki glasno formalni kredite, lahko pa seveda na koncu vprašanje. No, tako da v bistvu, zdaj ne vem, jaz bi mogoče začel kar tle, ker v bistvu mi je to najbolj zanimivo. Jaz sem neke svoje teze, hipoteze imam, ampak dobro, ampak, samo kako interpretirati zdaj to simboliko, to nek pomodernino tradicionalnost v sodobni narodni zabavni glasbi. Zdaj lahko tudi mogoče v navezi z klasično narodno zabavno glasbo, ki je imela neko to zelo nostalgično, se pravi neko podeželje in tako naprej. Tako da recimo to bi bilo moje prvo vprašanje, pa recimo da odprem razpravo, ne vem, Natalija, mogoče ti. Kako interpretirati? Ja, to neko dvojnost, to neko moderno, tradicionalno moderno. Sem po mojem, mogoče še uvedem, da imamo tudi drugi del ekipe, Jasmin, Roberta in Irne, ki so tudi v projektu, pa še kolegica Ksenija Šabec, ki je imeli z nami. Nam je bila vsem ta tvoja raziskava videospotov in besedil bolj pomemben menik, ker je odprla res zelo veliko različnih vstopov v problematiko. Mene osebno fascinira čez ta historični moment vznika raznih teh revivalov narodnih in pa ljudskih žanrov, ki je sicer ni značilen samo za Slovenijo v 50-ih, 60-ih, ampak za cel Zahod. In sem brala precej nekih študij, ki govorijo o revivalih v bistvu folklore v glasbi, ne vem, v Rusiji, na Švedskem, na Danskem in tako dalje. In povsod se v bistvu ta revival v 60-ih zgodi okoli nostalgije za neko idilično podobo podeželja in pa potem vseh označevalcev, ki se vežejo na to, se pravi določenih vlog, ki jih igrajo moški, ženske, živali, traktori in tako dalje. Pri nas se mi zdi fascinantno, mislim, ta harmonika se mi zdi fascinantni element, ker je v bistvu to vdor modernizacije, vdor strojev, mehanike na podeželje, ki pa se v bistvu skozi zgodovino narodne zabavne glasbe mečkrat mogoče spremeni, oziroma mogoče, če govorimo o sodobni narodni zabavni glasbi, kar se mi tudi zdi zelo pomembna tvoja ugotovitev, da moramo ločevati med klasiko, med skladbami, ki so se kanonizirane, ki so v bistvu, ki zdaj veljajo za kar narodne zabavne, pa niso nujno vezane na prakse, tipa, ne vem, silvestrske oddaje na RTV-u. In pa na drugi strani moderno, se pravi sodobno narodno zabavno, ki pa je ne moramo še imati ločeno od teh različnih praks. Se mi zdi, da se tukaj nostalgija mečkar obrne, se pravi, da v resnici, da gremo, mislim, da stopimo za en korak naprej, se pravi, ni to nostalgija po neki izkušnji oziroma po nekih stvarih, ki so ljudje morebiti doživeli, ampak po neki formi, ki se v bistvu že veže na tisti popularni kulturni okvir iz 60-ih. Kaj se tudi opaža v bistvu tudi pri sodobnih reinvencijah podobnih žanrov tudi po Evropi, pri čemer raziskovalci ugotavljajo, da različni dejavniki vplivajo na to, kdo v bistvu določa, kako se te reinvencije dogajajo, se pravi, ali so tukaj v zadnji kakšni intelektualci ali pa politiki, ki spodbujajo produkcijo točno določenih vsebin, ali pa pri nas, ko gre v bistvu do neke mere za neko spontano komercializacijo in neke spontane bottom-up zadeve. Jaz bi se še malo vrnil nazaj, če lahko.
Včasih so neke znanstvene probleme in šel sem zdravnici in tam sem bral tiste časopise, ki so bili tam na voljo, med drugim tudi Novoletno Jan. In tam bo intervju s pevcem znanega benda, ki ga tudi doktor obravnavaš in pravi takole, citiram, na sceno smo prišli leta 2000 in najbolj zanimivo je bilo, da so v nekem trenutku profesori na fakultetah začeli razlagati, zakaj smo uspešni na način, da so med vrsticami namigovali, da je Slovenkami Slovenci nekaj narobe, ker smo jim všeč. Torej, kadar je nekaj uspešno, se išče anomalija pri občinstvu. Konc citata. Jaz bi ne prevedel par stvari o knjigi. Meni je knjiga všeč, zelo je to napisana na način, Peter piše, zelo tako učbeniško, sistematično, glede vsebine same. In tisto, kar je pa tudi še v nekem način presega samo vsebino, je v bistvu kako napisati neko kulturološko študijo o enem fenomenu. In še tretja stvar, mogoče na samem začetku, je, da jaz cenim knjigo potem, koliko me inspirira v nadaljnem razmišljanju. In kaj še, da meni se knjiga začne odpirati takrat, ko jo nekako zapre. In tukaj kar nekaj istočnic, ravno prej sem malo prestrašil, pa ljudi, da imamo 7 strani zapiskov iz tega. Tako da bi nekako mogoče odprl neko diskusijo v tem smislu, kar si ti rekel, v smeri nekih komparacij, nekih primerjav. To je krasna študija primera, da trebaš to zelo induktivno, da je tvoj način, na koncu nek način šele razpreš. Nekateri porabijo deduktivno, ti pa greš nekako tako naprej. Mene zanima zdaj predvsem to, kam to teče naprej. V bistvu, po čem se ta slovenska narodna zabavna glasba, klasična in sodobna, razlikuje podobna z nekimi drugimi. Imamo tle Balkan, smo del Balkana. So neke podobnosti, so neke razlike zelo očitne, glamour, erotika in tako naprej. Potem druga narodna zabavna glasba, druga alpska glasba, ali pri sosednih Italijanih, nekaj takega, kot rečemo mi, narodna zabavna glasba, rečemo muzika da banda, da se plešni momenti zelo močno prisotno. In nazadnje tudi v neko, se pravi, te komparacije tukaj in zdaj horizontalne, ampak tudi ta zgodovinska meni zelo zanimiva. Kako je bila v bistvu ta klasična narodna zabavna glasba del socialističnih žurov. Tito prihajajo v Avstriji, ki so mu igrali. Ena izmed glavnih turističnih in nasplošno državnih dogodkov v Ljubljani v 70-80-ih, 60-ih, če se ne motim, je bila kmečka ohcer, ne v Kamniku, ne v Trebnjem, ne vem kje, ampak v Ljubljani. Tako da v bistvu ta komparativni vidik se mi zdi, da je nekako kar veje iz tega, kar si ti napisal, se pravi, kje so. In še ena stvar, še en vidik, mogoče, da bi bilo tle se izpostaviti, kaj je v slovenski narodni zabavni glasbi, česar ni v drugih zvrsteh slovenske pop in alternativne glasbe. Nekako sem prav si delal te pointe, da si jih izpostavljal, se pravi ta domačinskost, dobra volja, ta toxic positivity, vsi moramo biti vse čas happy, tu ste mi, da sem tudi na happy včasih. Avto, vse to, romantična ljubezen, koliko je tle nekih razlik. Tudi nekako, če povzamem, knjiga še daleč ne moralizira, ne obsoja, ni zvišena, ampak ravno nasprotno se mi zdi, da tudi s to principom samim epistemološkim, greš od nekako spodaj do zgora, intuitivno, obrneš taka posploševanja, skratka spet imajo interpretacije, kar je v tej klimi anti-intelektualizmu, kar smo priča ves ta čas, še posebej problematično. Tako da res je knjiga, ki tako odpira na vseh teh nivojih ogromno inspiracij. Nekaj sem zdaj spostavil na začetku. No pa zdaj recimo, če recimo se probamo lotiti enih par zanimivih konkretnih zadev. Recimo meni v zgodovini slovenske narodne zabavne glasbe je tak zelo zanimiv moment, v bistvu je bil Turbo Folk, se pravi 2004-2005, eksplozija, si poznano Atomic Harmonic, Brizganja Brizga in naenkrat je to glasno popularno, pojavi se serija drugih bendov, vsi grejo na ta način. In v bistvu imamo ta nek, ko ne rečem, ne vidimo glavo glasbenikov, ampak tako dosto očitno se mi zdi biti nekak v bistvu inspiracija verjetno, je srbski Turbo Folk, kjer je v bistvu ista formula, se pravi v bistvu vzameš ta nek tradicionalni moment, nek harmoniko, tempo, melodiko, pa dodaš ta tehno bit od zadnji, oziroma dance bit in v bistvu to, kaj je to, hkrati pa ta vulgarni eroticizem, whatever, zdaj ne bi morali izvinil, res je malo kičiti.
Hočem reči, ne, in v bistvu to je bilo blazno dobro, blazno uspešno. Meni je bilo to sicer nek zelo emancipatoren moment, v smislu, da nekaj recimo, to je taka hecno, v bistvu v slovenski te tradicionalni, klasični, narodno-zabavni glasbi je dost malo v bistvu v resnici erotike, ženske, moškega, whatever, ampak v bistvu je ljubezen predvsem do domovine, do domačije, do mame, do vina, kar sicer vse bolj prav, ampak malo patološko, hočem reči, tako da sem bil že malo zaskrbljen, ampak se pravim, pol, te atomi harmonije so me skoraj malo povirali, končno je pa ženska prišla v ta svet naših glasbenikov in tako naprej. Zdaj, ja, žal je prišla na čist napačen način, se pravi ta objektiviziran, seksističen, patriarhalen in tako naprej, se pravi ženske so bile kot še dejansko objektivizirane, moški subjekti, skratka to, kar učimo dejansko študente ob teh patriarhalnih konstrukcij realnosti, da so to vzeli, prepisali iz tega glasbo. Tako da v bistvu seveda je tudi to hkrati zelo problematično, tako da imamo to neko dvojnost, dobro, da so odkrili nasproten spol, ampak slabo kako so ga. Ampak v bistvu, kar mi je v bistvu tak zanimiv detalj, v bistvu, zakaj to hitro to izvenje. Če se spomnite, to je tako leto, dve, nisi mogel ne slišati tega, kjerkoli si bil, si šel na avtobus, ali sosed na žigo, pa naenkrat v bistvu je to izvenje. Tako da mi je to zanimiv kulturološki moment, ne vem kaj, ta mogoče Mitja, pa da malo pomeni. Jaz imam eno tezo. Jaz mislim, da Ivana Kronja v Beogradu napisala eno krasno knjigo takrat na koncu 90. začetku 2000. V bistvu turbo folk je simptom ogroženih družb. Ti na turbo način obnoviš, se pravi na modern način obnoviš vse glavne vrednote v neki družbi, se pravi nacionalizem, patriarhalizem, seksizem, junajnice, tisto, kar se tudi krasno razložil v tej knjigi. In zelo zanimivo je koincidenca, kdaj se pojavi na Balkanu, pojavi se na začetku 90 in celo 90. Ko je bil Balkan v vojni, ko smo bili mi ogroženi, naš način življenja, naš narod, naše vrednote in tako naprej. Če pogledamo, ne samo Srbija, ampak tudi Bosni in Hercegovini, Črna Gora, skratka vrsta del, ko je bila vojna. V Sloveniji ga takrat ni bilo, to je zelo zanimivo. Kdaj se pojavi turbo folk v Sloveniji? V Sloveniji skratka ta nočitev v Jugoslaviji, samosvojitev in tako naprej, je šla relativno smutsko, skratka Slovenija success story poznamo, skratka, lepo smo se rešili. Kdaj se pravi turbo folk? V tistem trenutku, ko se po mojem mnenju slovenska družba začne res sekirati, to je stopen Evropsko unijo, 2002, 2003, 2004, vse posod Evropa, po eni strani ne bi bilo nobene dileme, kot je bilo na katerih drugih državah, ki so vstopili Evropsko unijo, na Poljskem je bilo in drugje je bilo zelo tako. Takrat se Slovenci začnejo na nek način sekirati, kaj bo pa zdaj z nami. Takrat mislim, da pride turbo folk noter, pride v Evropsko unijo, vidi se, da to nekako bav, v tem smislu nekako vidim, da je pač na nek način radikaliziral to, kar je že vse čas obstavilo, isto kot turbo folk v drugih delih Balkana. In potem se pa, to si pa krasno pokazal noter, to je res strašljivo, toliko si noter, da potem niti tega ne opaziš, tako država se kuhaš. V bistvu tendenčno odstranjevanje nenarodno zabavnih oddaj iz slovenske televizije. Se pravi, to potem pada. Skratka, s turbo folkom gre do agresivne implementacije tega, kar obravnavaš v tej knjigi, skozi glasbo, v bistvu vseh teh vrednot. In potem pač se ni treba več govoriti, to pa še reči. Turbo folk popravil svojo zgodovinsko nalogo, kako je zdaj tudi v drugih delih Balkana, ki se pa tudi razvija, ceca turbo folk še, Karlo Juša, se imate ta čist simpatične te diskusije, kdo od koga, Lady Gaga, Karlo Juš malo obratno, jasno, da je obratno. Tako naprej, skratka, tle imam pač to tezo, da je upravil svojo zgodovinsko funkcijo, se utrdil in aspekt, to je tisto, kar sem prej rekel, da imam pogled v nekaj širšem kontekstu. To je samo en ozek, simptomatičen vidik, easy target, se mi vidi, najbolj očiten, ki je pa prisoten čisto vseh nivojih. Tle sem si naredil celo primerov, ko bi lahko v istem času, torej tega agresivnega, to ni retradicionalizacija, ampak neotradicionalizacija, se pravi, popolno novo iznedelo. Ja, meni je ta tvoja teza nekaj všečna, zaradi tega, ker se res okoli vstopa v EU
zgodijo kar premiki na narodno-zabavni sceni. Poleg pač turbofolka imamo še nekaj mejno turbofolka ste pojavili, ne vem, recimo komade tipa z Bogom tole, ne, se pravi, očitno pač skuša ta scena nekako premisliti svojo zdaj nacionalno posebnost v novi nacionalni tvorbi, kamor se upenja. No? Tudi ta vezanost na razne krize, ki pestijo pač družbe in pač v katerih, skratka, in ki potrujejo oblikovanju tovrstnih informacij, tudi ta teza, ki se mi zdi zelo zanimiva, no? Nekaj podobnega se dogaja v zadnjih letih na ukrajinski glasbeni sceni, tako da ja, načeloma se strinjam. Omenila bi mogoče še to, da je narodno-zabavna glasba, pač kot vsi žanri, no, je zelo dinamičen žanr, zelo je fluiden in v resnici je zelo zanimivo spremljati, katere reinvencije se potem primejo do te mere, da postanejo mainstream, zato ker bi se delal pač analiza videospotov, se pravi stvari, oziroma komadov, za katere so se našla določena produkcijska sredstva, komadov, ki so bili res ful popularni. Zdaj, mi v okviru projekta seveda širimo pač ta spektar in gledamo razne stvari, ki niso mogoče tako zelo mainstream in tam je teh reinvencij vedno zelo veliko. No? Kaj pa potem pride do, ne vem, javne televizije, do pač prime time, je pa seveda že druga stvar, tako da mogoče je ta boom turbo-folka pomemben tudi z te perspektive. Spravi, jaz mislim, da je turbo-folk pač bil par let in ga potem ni bilo več, ampak da je bil takrat res z več vidikov posebej v bistvu spodbujan. Mogoče na podoben način, kot se je pa zdaj v zadnjih par letih spodbujalo spajanje v bistvu slovenske popularne glasbe in pa narodno-zabavne glasbe, recimo v oddaji, ki ste jo vodila, zdaj je bila Šlapa, Melanie Kicer, v petek zvečer. Skratka, skozi so neki taki eksperimenti in pa imajo različne življenjske dobe. Ok, ampak recimo v povezavi s tem, se pravi, to mi je cool, ker bi se dobro, imamo ta nek mainstream, se pravi, in vrednotni tako in produkcijski, kar je pomembno, doskrat marsikaj najbolj zanimiv garatuje na teh robovih, ampak recimo, čist, zdaj v povezavi s tem, se pravi, možno heterogenostjo žanra, pa recimo to, kar se je meni kazali v raziskavi. Se pravi, da v bistvu na prvi pogled imamo nek tako bolj moderniziran žanr, kar smo ponazorili, te moje sončno včara, pa kalvajte, pa super, pa harmoniko, skratka je to. Skratka, ampak ima modernizirane površine, pa po resnici neke zelo tradicionalne vrednote vrti in ne samo v bistvu na tej ravni, se pravi neke retorike, podarkov, ampak ravno v tej smeri, v tem smislu te enoznačnosti, uniformnosti, nobenega odstopanja, nobena razlika. Mene zanima, recimo, a bi lahko torej špekulirali, ker recimo to kljub samo zelo manjka, ampak a bi bilo možno, ker se mi zdi, to je ful povedano, da sem recimo si predstavljal, da pa ne vem, čez nekaj časa, mogoče ne preveč daleč, bojo v narodno-zabavni glasbi, bomo imeli tudi kakšne avtirane geje ali pa lezbike, kakšne čefurje, kakšne črnce. Hočem reči, to se mi zdi nekako vprašanje prihodnosti tega žanra. Ne vem, kaj pravite? Metalne, če menjam ta vrstni red. Ja, ne vem, jih tam nekaj let po vstopu v EU smo imeli čefurje v narodno-zabavni, ampak ne na preveč pozitiven način, skomaditi pa ti si burek, podobne stvari. Skratka, pojavljajo se kot neki objekti, posmeha. Zdaj, po drugi strani pa se mi zdi, da če zdaj zajamemo, če gledamo celo zgodovino slovenske narodno-zabavne, pa se je stvar, mislim, se je pač podoba glasbenic in glasbenikov besedila, vse se je res zelo spremenilo. Tudi če govoriš, da imajo vsi na enak način strgane kavbojke, ampak vse je to res svetlobna leta daleč od tistih oprav, s katerimi se je začelo. V bistvu smo se danes z ekipo pogovarjali, da sem zbirala mnenja se, mislim, enotnega mnenja trenutno nimamo, glede pojava lezbik, gejev in tako dalje v tem univerzumu,
smo pa nekako prišli do nekega sklepa, da tudi če bo do tega prišlo, kar se zna zgoditi zaradi tega, ker se vrednote menjajo, mladi so drugačni, se pravi, mladi narodno-zabavni bendi, pač imajo drugačno estetiko, drugačen humor kot prej, ampak da vseeno pač ta neka težnja nekim tradicionalnim zadevam, ne, recimo družinska idila pod Alpami, ne, da take stvari pa lahko ostanejo, tudi če se ta nabor označevalcev, nabor likov, nabor, ne vem, modnih estetskih preferenc širi. No. To je neka preliminarna špekulacija, ampak se pa veselimo spoštovanja tega, ko bomo delali fokusne skupine letos, da mogoče lahko čez kakšno leto več. Mogoče bi jaz to diskusijo tako malo razširil na druge stvari, ki se dogajajo v slovenski glasbi, tudi širše v družbi. Ne? Koliko se pa nabor tem širi na splošno slovenski glasbi, nekako je tam gejev, lezbiki in tako naprej. Skratka, zelo malo. Zdaj vidim, da malo Naber ima v nekem komadu pač neko gej sceno, ne? Koliko je bendov in tako naprej, ki so. Na ta način je to zelo še vedno se mi zdi tabuizirano. Tako da ta nabor tem, ki si jih ti obravnaval, na nek način je zelo prisoten, da sem si nekaj izpisal, ne? Kaj povem, seksizem, mačizem, seksizem, gremo na ženske, gremo na tijo. Tako bi pomislili, najprej najdemo kje v kakšni narodno-zabavni preko kje drugije. Heteronormativnost, tradicionalizem, kje so tiste stezice, ne? Torej stvari so že prej bile slovenskega naroda, si in Slovenija gre naprej in tako naprej. Potem ta pivski diskurs, kot ga je omenjal pokojni Tomči Kuzmanič. Vse na nek način že tle. In tle je vprašanje, mislim, čist nekih antagonizmov tudi na kulturnem področju. Če gremo malo pogledati v zgodovino, kako je, ne vem, Nemčija v 20 letih prvotala na vse možne načine, kako je bil Berlin na nek način zelo odprto mesto, kaj so se pojavili na vseh možnih nivojih, od komunalne visoke umetnosti do jazza Charlestona in tako naprej se je dogajalo. Pridejo nacisti, v par letih se vse to uniči in gre v neko zelo na ta način, kako si ti inicialno opisal, v bistvu neko strukturo, ki je zelo tradicionalna, ampak na nek modern način povedana. Tako da tle mislim, da pač je neko bojno polje teh različnih označevalcev in na drugi strani, se pravi nekako horizontalne smisle, na drugi strani nekih tudi zelo močnih družbenih determinant, ki pa vidimo, kam vodijo v zadnjem času. Tako da, če se navežem na tak širši premislek od Tereza in Gatarija, na eni strani imamo to popolno schizofrenijo, popolno odprtost, ker brez problema bi lahko tudi te nove, ne samo strgane kabelke, prišle noter, na drugi strani pa popolno paranojo, nekdo nas ogroža in točno tisti spisek, ki si ga povedal, vsi ti nas ogrožajo, begunci, črnci, gay, lesbians, skratka vse to. Skratka, jaz vidim to kot nek antagonizem, ki je vprašanje, ko se bo rešil v roku, mogoče kot popularni glasbi se to mogoče malo odpira, tle malo počasneje, ampak strahom, to hočem reči. Na zadnje, to, kar si izpostavil, v bistvu razlika med to klasično in sodobno narodno-zabavno glasbo, je bil nek notranji antagonizem, ki se je končal na ta način, kot se je, da pač nekako ta druga prevlada, ki je bolj sprejemljiva. Ja, se zelo strinjam. Tudi sam malo razmišljam nekaj obsvetljenje in čistko neki ti moji sociološki instinkti mi uletavajo. Hočem reči, meni je zanimivo to, kar se dogaja, recimo, se verjetno treba povezati, Slovenijo po samosvojitvi. Hočem reči, recimo, prej smo imeli socializem, ki je šel v smeri ene take dosta, hočem, kulturne, skratka, brisanja razlik in ekonomskih in kulturnih in tako naprej. Ampak kaj se je zgodilo? V bistvu se mi zdi, da v bistvu gremo zmeri bolj v smer nečesa, kar so včasih sociologi uporabljajo, se še zmeri v bistvu za ene take družbe spravdualnih družb. Se pravi, v bistvu, to je bilo dolg časa, ta termin se uporablja za latinsko-ameriške družbe. Gre se pa v bistvu za tiste družbe, kjer imamo v bistvu zelo velike kulturne in ekonomske razlike, recimo tipično med mesti in podeželjem. Se pravi, mesta so lahko zelo moderna, sodobna, urbana, izobražena, raznolika, pluralna in tako naprej. Podeželje pa po drugi strani revno zaostalo, razmišlja na zelo tradicionalen način in tako naprej. Zdi se, da to na nek način ni čist najboljš, ker je
vir antagonizmov, težki so prehodi in tako naprej. In zdaj so dejansko izbor, kot je Slovenijo, se mi zdi, da gremo iz ene take relativno, ko rečem, vsaj približno porazporejene družbe v eno zmeri bolj dualno. Se pravi, in v bistvu ekonomsko, vidimo v bistvu dobro Ljubljana, kako se razvija, draga je gor dol, in seveda v bistvu kulturno, ker se vidi v bistvu na policije, pogledaš molitve, kdo voli za koga, to v bistvu res štrlijo ven, se pravi, te neki urbani centri, nasproti podeželju. In se mislim, da v bistvu res nekako se, ko rečem, povečuje ta razlika med tema dvema svetovama, imamo v bistvu tle ta nek antagonizem, ki se artikulira potem tudi v popularni glasbi na ta način, da imamo narodno zabavno glasbo, ki je ta žanr, ki vrti te zelo tradicionalne vrednote, tako da v tem smislu nisem toliko zelo optimističen, ampak upam, da se motim. Je pa, se pravi, kot rečeno, jav je problem dejansko, ker to v bistvu te razlike so potencijalne, pa so viro antagonizmov, kar ni čist dobro. Tako da jaz si bil v bistvu želel teh crossoverjev, kulturnih, ne sam čistko politično korektno, se pravi, da bomo temnopolte, pa čefuje, pa gej, lesbike, whatever, ampak čistko, v smislu malo manjšanja teh razlik, ki ne samo so velike in so problematične, ampak v bistvu se vidimo tudi danes, se pravi, so zelo pripravljene za te politične apropriacije. Se pravi, mi so danes recimo imamo nekaj enih političnih stran, ki več nima nobenih programov ali karkoli, ampak enostavno igrajo samo na te instinkte paranoidne, se pravi, v bistvu, kulturniki tam se po riti praskajo za vaš denar, in to takoj pa v Sloveniji čisto, skratka padle na to. Tako da, hočem reči, mi je tudi recimo zanimiv detalj, pa mogoče zaključim s tem, tudi v navezavi s tem, kar ste povedali, v bistvu Magnifico, kot Čefur. Zdaj, hočem reči, kar je, on je en tak zanimiva posebnost, ki mi je blazno kulturološko zanimiva, zaradi tega, ker v bistvu ne samo, da igra na to svojo karto, recimo čefurstva, ampak v bistvu je priljubljen v Sloveniji, kar je tako malo hecen, ampak v bistvu po drugi strani, če razmišljaš, v bistvu pa je zanimivo, zakaj je priljubljen, ker on igra točno to, hočem, podobo čefurstva, ki nekako pada v slovenski imaginari, se pravi nek ta, šarmanten, len, skratka ta, ampak se hočem reči malo problematično, ker hočem reči, ti očitno lahko uspeš samo na način, da ostaneš znotraj stereotipa. Se pravi, kar je tisto nekako politično progresivno in bilo nekako nekaj, kar razbija stereotipe. In v bistvu Magnifico, koliko se srcenami ugrobeni po mojem naredil tle. Ampak v bistvu mi je pa kot neka kulturna ikona problematičen, ker na nek način se mi svojo atraktivnost gradi na tem, da ostaja znotraj stereotipa. Skratka, on je pač šolski čevur. Zdaj pa, demografija. Zdaj mi smo, pred kratkim smo zdaj naredili tudi eno empirično raziskavo, kjer smo dejansko, to je tudi eno tako zanimivo, s tem se nisem v knjigi ukvarjal, ampak je zelo zanimiva navezava, se pravi v bistvu, kdo v resnici posluša narodno zabavno glasbo. Se pravi, mi imamo ta nek stereotip predstavo, da je to glasba za kmete, starejše, podeželja, manj izobražene, politično, bolj konzervativne in tako naprej, ampak nikoli noben še ni tega preveril, tako da smo ponosni, mi smo zdaj to preverili. In v bistvu, kaj smo ugotovili, v bistvu tako dosti zanimivo, tudi mene je ničkrat presenetno, ne vem, kaj pripraviš, ampak te razlike seveda so in točno tako, kot smo pričakovali nekako, se pravi, manj izobraženi, bolj poslušajo narodno zabavno glasbo kot bolj izobraženi, bolj jo poslušajo na podeželju, bolj jo poslušajo tisti, ki volijo politično desnico, bolj jo poslušajo tisti, ki so religiozni, bolj jo poslušajo starejši. Se pravi, na nek način vse to se je potrdil, ampak kar je pa presenetilo, pa to, da te deleži niso tako zelo izraziti. Nekako vse je nekako po tretjina, če malo poenostavljamo, se pravi, recimo, 2/3 posluša starejših, recimo narodno zabavno, ampak 1/3 mlajših Slovenijo, recimo, ali pa recimo 2/3 manj izobraženih, ampak 1/3 visoko izobraženih. Ali pa recimo spet potem 2/3, oni so tudi so malo tledi celo več, ampak dobro,
podeželju, ampak tudi v velikih mestih je približno 1/3. Tako da v bistvu, hočem reči, ne je ta nek padec pričakovan, ampak ne to zelo izrazit. Tako da v bistvu me je malo presenetilo. No in zdaj recimo tudi zanimivo generacijsko, skratka ja, dejansko starejši bolj poslušajo kot mlajši, ampak v resnici je izrazit padec šele nekje ta naša generacija. Kar bolj mali da razmitje, kot to take, skratka, leti 40-50 letniki, tle je izrazit padec, skratka, nam očitno ne tam 70-ih, 80-ih, ko smo mi rastali, bilo to res nekaj najbolj groznega na svetu, če prav posluša ta razbavno glasbo, se pa potem to odbije in pri mlajših v bistvu je že spet v bistvu več nekak zanimanje za to musko, tako da ne vem, kaj pravite, zakaj recimo, zakaj se vrača, kako da se vrača pri mladih, včasih je bilo to nekaj najbolj nepredstavljivo. Mislim se spomnil enega krasnega teksta, ki ga je napisal Ivan Čolović, ki je analiziral ta novi srpski etno in turbofolk in tako naprej. To je v bistvu najlažja tarča, zelo vidimo, tam identificiramo, ne strinjamo se s temi vrednotami, vse to, kar smo že danes govorili, ampak tem pogledati malo širše, kdo je naredil pravzaprav več škode, kdo je pravzaprav pripeljal vsem temu, tem pogledati malo akademijo, tem pa pogledati tako mlade liberalce, levica. Ravno sem si izpisal en citat enega izmed zelo visokih predstavnikov ene stranke, ki naj bila leva na Slovenskem, ki pravi, slovenski narod ogrožata globalizacija in internacionalizacija. Skratka, zelo v duhu tega, kar nekako ti zasleduješ v slovenski narodno-zabavni glasbi. Tako da spet dajmo pogledati, malo širše vse skupaj, vrsta trend, ena zadnja tudi univerza, se spomnim posveta, ki je bil ob stoletnici univerze, naslov je bil narodno buran, vloga univerze v Ljubljani preobrazba naroda v državo. V vodniku sta bila teksta Univerza v Ljubljani steber naroda in države, Ljubljanska univerza kot nacionalna substanca. Mislim, kje je ten kritičen premislek, gre za to pri univerzi za narodno, za nacionalno substanco, ampak za kritično razmišljanje. Mi smo tle, da kritiziramo obstoječe, ne pa da nudimo nek servis, ki itak se ne pošteva, kar vidimo v zadnjih letih, če dalje dol. To je spet, kot pravim, kdo je pravzaprav začel z vsem tem, to se na nek način postaje zelo pogosto, to je postavil se malo v bran, narodno-zabavna glasba in vse to, kot neke vrste tak grešni koz, zapravo vse tisto, kar obsojamo v neki družbi, iz nekih liberalnih ali pa levih stališč, je pa to dosti bolj ukorenjeno, ko si mogoče predstavljamo. Tako da to je resen vrh ledene gore, ki ga pa lahko vidimo tudi v nekih drugih segmentih. In še ena stvar se mi zdi povezana s tem, ko smo že pri trgih številkah. V bistvu ta, kot si ti omenil, pastoralizacija Slovenije, v italijanščini imate lep izraz kampanilizmo, v bistvu izhaja iz zvonika, skratka, naš zvonik je više od vseh drugih in moj svet je okrog, kjer vidim ta zvonik, tam je moj svet. Slovenija je imela prej osamosvojitev 60 občin, danes jih ima 220, če se ne motim. Skratka, gre za popolno drobitev na čista krekovski način, kjer je osnovna enota družbenega življenja. Cerkev, gostilna, zdaj supermarket, gasilsko društvo, 5 obrtnikov, pa bo že konc. Mladinski dom, ki ga obrnejo v skladišče za v tem smislu, ja, za mejo, krasno. Skratka, meje mojega automobila so meje mojega sveta, to je to, kako se rekel Novigrad in smučanje v Avstriji, to je to. Tako da to hočemo reči, če se te strukture na nek način tako materialistično pogledamo, tako zastavijo, potem se mi zdi zelo, ni to premočrtno, ni to deterministično, ampak na nek način je zelo se da pojasniti pravzaprav vse to splošno neotradicionalizacijo. Skratka, 220 občin lahko z njimi delaš pravzaprav kar hočeš, vidimo tudi, kdo so in na kakšen način se to kdo pride na kakšne položaje, potem pa še to eden izmed vidikov vsega skupaj. Tako da spet nekako napenjam na neke širše stvari, ne samo pri nas, da ne bo pomote, ni to spet neka slovenska, vzhodnoevropska, bla, tranzicijska, ampak malo širše se skupaj, se mi zdi, da pač to govori zelo tako simptomatično, tako makno se v papir v bistvu te situacije po hladni vojni. Ja, mislim, da se ogromno strinjam, predvsem s tem, da moramo res širše povedati, se pravi, da se stvari pri nas seveda artikulirane na specifičen način, ampak trendi so pa absolutno prisotni širše, tudi v raznih zahodnoevropskih manjših državah, Belgije, Nizozemska, vse te stvari, ki si
Mitja navedel, so prisotne tudi tam. Kar se tiče te demografije in v bistvu naših podatkov, se mi zdi, da je mogoče pomembno postaviti, mislim, malo risati tudi kontekst, ki smo ga dobili, spravi, ne vem, prek katerih medijev ljudje poslušajo narodno zabavno, katerimi obrobili. Videli smo, da televizija in pa radio igrata absolutno zelo pomembno vlogo, mislim, da je 78% ljudi reklo, da narodno zabavno glasbo posluša preko radija, tako da to so ene stvari, ki jih mislimo potem tudi prek fokusnih skupin in pa tudi prek intervjujev še nekako globinsko raziskati. Pol so razne pač take institucije, tipa nedeljsko kosilo, ki so se spet izkazale za zelo pomembne. Do neke mere potrjujemo tudi tiste preliminarne podatke, ki smo imeli leta 2013, ko smo delali tisto prvo raziskavo o slovenski popularni glasbi in pa nacionalni dediščini, takrat, ko se je prvič nekako pokazalo na manjšem vzorcu, da večina ljudi asociira narodno zabavno glasbo s slovenskostjo, se pravi, je to slovenski žanr, kar se Peter in Dimčan ugotavljal, pač ni ful samoumevna poslušitev, lahko bi izbrali kakšni drugi žanr. Se pravi, pač ogromno nekih vidikov od slovenske po osamosvojitvene pač politike nation brandinga, pač izpostavljam razne naravne znamenitosti in pa razne kulturne posebnosti, do tega, da v bistvu nekako uredniki na radijih, na televiziji v bistvu niso imuni na to, da bi pač posebej izpostavljali ta segment slovenske popularne kulturne produkcije. In pa, zakaj pač pri mladih vidimo pač neko porast zanimanja za narodno zabavno glasbo, ne vem, jaz še ne bi upala tako pospraševati, bomo počakali, kaj bodo pokazali intervjuji. Mogoče je tukaj delno pomembno izpostaviti tudi to, da so mladi čedalje bolj pač vezani na svoje primarne družine, se pravi ob četrtih vekih se vračajo v domače kraje, več imajo možnosti prakticirati pač, ne vem, glasbo v nekih lokalnih ansamblih, se pravi, več je možnosti za stik z narodno zabavno, kot pa, če bi to bilo, če bi imeli več urbanih središč in bi se mladi mogoče tudi hitreje nekako osamosvajali. Ok, ko pa po mojem še eno vprašanje, pa počasi vlete tak, da bomo spet zamorili. Dobro, zdaj, jaz mislim, da tle je vendar eno tako zanimivo, če probamo nička naplicirati, saj malo Mitja si se tudi dotikal. Zdaj, kaj pomeni priljubljenost relativno še zmeri velika, kot rečeno, mi smo ugotovili, samo tako za perspektivo, se pravi, narodno zabavno smo rekli, posluša 48% Slovencev trenutno, rock je, mislim, da 51%, se pravi, zgolj ničkan več, pop pa 57%, se pravi, vsi ostali pa so pravilno potem žanri glasbeni veliko manj. Tako da v bistvu je narodno zabavna glasba med tremi najbolj, ko rečem, prisotnimi glasbenimi žanri danes v Sloveniji, tako da absolutno mislim, da je pomembno, če hočemo razumeti ta prostor, in tako ljudi razmišljajo, kako si predstavljajo in tako naprej. Ampak recimo, če probamo zdaj zapeljati, se pravi, kaj bi lahko rekel, da to pomeni torej za slovenski politični prostor? Pa ni nujno, da zdaj to govorimo o aktualni politiki, ampak recimo ko ničkrat širiš v nekih teh razmerih moči in tako naprej, pač glede na to, da kot rečemo, to ni, tukaj se nam včasih zdi tam neka egzotika, ki jo poslušajo na kmetijah, ampak je v bistvu žanr, ki je dosti prisoten v vseh porah slovenske družbe. Tako da, Natalija? Mislim, narodno zabavno glasbo se v zadnjem desetletju vsaj pač zelo neposredno nekako upenja v politični prostor. Ne omenimo samo tisto anekdoto, ko se je Magnifico zapev s aktualnim slovenskim premijerom, potem, ko je pač v nekem dost neformalnem intervjuju mislim, ko se je pač malo eksperimentiral s tem, kakšne so
slovenske note in je pač nekako vmes omenil, da slovenska fascinacija nad Duri pač pomeni, da nismo zmožni melankholije. In je potem premier Janez Janša nekako to vzel skoraj kot posebno želitev, kar je v bistvu simboliziralo oziroma potrovalo pač politizacijo v bistvu harmonike v zadnjih 7-8 letih. Kar je zanimivo. Zanimivo je, da se ti razkoli dogajajo na ravni nekih estetskih preferenc, na ravni inštrumentov in da se tako zelo hitro potem tudi asociirajo z raznimi vrednotami. Zdaj pač, če se razkoli dogajajo na ravni vrednot, kaj zdaj to pomeni, da se en pol slovenskega političnega prostora asociira ne samo z tradicionalnimi hierarhijami, ampak tudi z rečmi, kot je domačijskost, recimo, meni se zdi to potencialno problematično. Mislim, ne moramo reči, da spet, da v podobnih žanrih v drugih državah, da pač ne prihaja do podobnega nabora vrednot in tako dalje, ampak v Sloveniji se mi zdi, da je res izrazito to, koliko je ta žanr v bistvu razširjen, dominanten, spravi, ne gre za neko artikulacijo od pač nekih fascinacij nad eksotiko, ne gre za nekaj, kar poslušamo, ne vem, trikrat na leto, ampak gre res za nekaj, kar se v bistvu, s čimer imamo opravka vsak dan in kar v bistvu postaja še dalje bolj v bistvu poravnano s popularno kulturo v splošnem. Tako da z tega vidika se mi zdi, da je zelo pomembno narodno-zabavno glasbo obravnavati z vidika simbolnega imaginarija, z vidika vrednot, z vidika v bistvu schem ravnanja, odnašanja in življenja, ki jih pač postavljamo. Če pogledamo, kateri sta glavni ideologiji tudi v praksi postsocializma, verjetno nacionalizem in neoliberalizem. In se prav zgleda, da v bistvu zelo tako teoretsko, da sta si v naskrižju, ampak sjajno delujeta skupaj. Torej, za neoliberalizmom stojijo liberalci, za nacionalizmom desnica. In kaj se pravzaprav dogaja, se pravi v neoliberalizmu prihaja do uničenja socialnosti, razdružbljenja in ravno to luknjo na nek način zapolni krasno etnonacionalizem in v tem konkretnem primeru to je tudi narodno-zabavna glasba, ki jo, če parafraziram Jamesona, bi jo lahko imenovali kulturna logika neoliberalizma. Se pravi, ko nimamo nič, se kako pravi, da to James Joplin, freedom is the only word for nothing left to lose. No, skratka, ko nimaš nič več, potem si začneš umišljati, si začneš umišljati neko tradicijo, ki je manj moderna, može biti, na drugi strani, če pogledamo tudi ta PR praznovan raznih obletnic izpred 30 let, tega se ne spomnim, to ni povezano samo z neko drugo politično paradigmo, mislim, da je gre za neko kontinuiteto. Tako da v tem smislu, nekako, kjer ni več družbe, se potem na nek način ne gre za neko regresivno reesencializacijo, ampak neoesencializacijo, ki je modernizirana na tem nivoju, kar se je rekel površna, in v bistvu je pa na nek način zelo strukturno ista. Tako da tle nekako vidim to dvojnost. Bolj kot bomo siromašni, bolj kot bomo periferni, večji bo na nek način, večji bo neke funkcionalne vrednote, ki ustvarjajo nekaj, kar pravzaprav dejansko nikoli ne obstaja. Mogoče samo še stavk, da je mogoče zanimivo, ker pač te tradicije vedno izumljamo na novo. Zanimivo je, katere elemente v bistvu starega selektivno pač pripenjamo na novo. Mislim, lahko bi, če je narodno-zabavna glasba, bi interpretirali večinsko kot neko nostalgijo po podeželju in po neokrnjeni naravi, bi to lahko vodilo v bistvu drugačne politične artikulacije. To se mi zdi potencialno zahljivo, kaj so tiste stvari, za katerimi so ti politiki, podporniki in tako dalje, postavični. Če lahko samo pač mogoče še, se tudi tako malo razmišljam, to se zelo strinjam, kar še rekel Mitja. Mogoče jaz samo tle, moja specifika je tako, da zdaj, če si zamišljam, videl nek, recimo, emancipatorni, ne nujno zmeri in tako naprej, ampak recimo emancipatorni moment v tem liberalni paradigmi v smislu ne ekonomski, ampak recimo te vrednotne, se pravi v smislu tega pluralizma.
se pravi raznolikosti, sobivanja, različnih življenjskih stilov, vrednot in tako naprej. In v bistvu, kar mene nekako najbolj dejansko skrbi, je v bistvu tako, če to, kar se v bistvu kaže v tej raziskavi, da v bistvu ta sodobna narodno-zabavna glasba, če odštejemo to površino, v resnici govori ravno nečem nasprotnem, se pravi odsotnosti razlik, odsotnosti toleriranja, sprejemanja, kaj šele v bistvu razumevanja tega, da v bistvu razlike so nekaj, kaj lahko obogatijo in so super in tako naprej. Tako da v bistvu tem je ta problematičen moment in v bistvu mi je problematičen tudi zaradi tega, ker počem tak enoznačen svet, kjer so jasne strukture, ta delezovski, kad si omenil, paranoja, se pravi v bistvu, kjer je vse jasno, kjer imamo ene vrednote, en pogled na svet in tako naprej. Že je tudi blazno pripravljen za te politične, autokratske, da rečem, fašistoidne apropriacije. Ker v bistvu zdaj temu eni kulturi, enemu narodu, enim vrednotam in tako naprej, dodaš samo enega vodjo, smo tam. Tako da v bistvu me tle to zelo skrbi, seveda v nekem političnem smislu. In tle pol jaz vidim ta nek, emancipatorni moment tega pluralizma, liberalnega, modernega, čeprav se te stvari so ambivalentne. Ampak je pa tudi tako, recimo mi je en tak problem tega sveta, simbolnega iluminarja, narodno-zabavne glasbe, v bistvu tudi čist nek tak razvoj, v bistvu, da se mi zdi, da pač hoče reči, zdaj Slovenija, plus, minus, gor, levo, resno, ampak v bistvu 21. stoletje je ekonomija, v bistvu hočem veliki meri ekonomija znakov, se to nas ni več, kjera država proizvaja več jekla, ampak v bistvu to dela Apple, pa doma Facebook in tako naprej. Sprav danes ta kvartarna ekonomija, kvintarna ekonomija, se prav znakov, pomenov, lifestylov, mod, turizma in tako naprej, je v bistvu tista ekonomija, ki je v bistvu resnici zelo pomembna, ampak v bistvu to, kar je na nek način pogoj za to ekonomijo, je v bistvu ta odprtost, raznolikost, igrivost, sprejemanje, igranje z različnimi znaki in tako naprej. In meni v bistvu zelo skrbi tudi v tem nekem smislu, da sodobna narodno-zabavna glasba, ki je v bistvu njih kontra, ker tle pa v bistvu ni nobene igrivosti, vse je eno čisto, enako, enoznačno in se mi zdi to čisto nekako, ne vem, kako bomo zdaj mi to šli v 21. stoletje s to paradigmo. Zdaj seveda to, da se razumemo, tako kot Natalija je poudarila, take variante, kot slovenska narodno-zabavna glasba obstaja posod, ampak v bistvu je ena dosti posebnost, mogoče Slovenija ali pa del vzhodne Evrope, da so te stvari zelo močne, se pravi v bistvu veliko bolj prisotne. To ni zdaj samo neka tam egzotika, ki je poslušal par čudakov, pa hoče nešto nekaj poslovno. To je državna politika, sem delal to analizo, predvsem vizualnih materijalov stopanja Slovenije in drugih držav, takrat Evropske unijo, takrat leta 2002-2004, kakšne so bile podobe nas vzhodnoevropejcev v narodnih nošah. Se pravi, točno to. Mislim, samo esencializacija, samo totalizacija, samo eksotizacija, samo tradicionalizacija, pa ni impost od nekje zune. Da se mi sami predstavljamo kot love, kaj pridemo, skratka, sami se periferiziramo. Ampak spet, Pa smo še ponosni na to. To smo še ponosni na to, tega nimajo. Tem se mi zdi, in seveda, ne idemo pogledati, seveda, pač materialistično, seveda, tem se isto ima nekdo nekaj od tega, so te esencializacije, kot si rekel, ne gre samo za golo politiko, ampak cel kompleks za tem. Tako da spet, to je tako lahko so papir v bistvu nekih širših dogajanj v družbi, se mi zdi, zelo tako odpira pravo vprašanje. Tak ni. Ok, da ne bomo ničli zablazili, če me na tej strani Torej, jaz mogoče še odprl za kakšno vprašanje, jaz bi najprej, Petra, se zahvalil za to knjigo, ki je izjemno dobra, izjemno ilustrativna, da en pogled na neko področje, ki je v Sloveniji zanemarjeno. In morda za debato, za prihodnost na vrhu par tez, ki so pa po mojem pomembne za razmišljati. Prva je harmonika. Zgodbo moramo iskati v narodno-osvobodilnem boju oziroma v domobranskim paraleli. Torej, to, kar je Mitja prej odprl, zakaj je Maršal poslušal rad Avsenike, je siloma enostavno zato, ker
zgodbe izhaja, harmonika se je kot inštrument uveljavila predvsem med leti 41-45 na Slovenskem in popularizirala in potem se je vlekla tudi naprej. Druga zadeva, ki jo mogoče samo izpostavljam kot moj razmislek, je, zakaj je mladim to ljubo. Ne? Mi smo mogoče pozabili, da imamo na vsaki vasi neko svojo godbo napihala. Iz zgodbe napihala se narodno-zabavni ansambl razvija zelo hitro, en zna klarinete, en trobento, en harmoniko in tako dalje. Tako da tu je nek spin-off, ki se zgodi podzavestno, ko se pet fantov emancipira in ne bo več igralo godbi napihala in hoče imeti svojo godbo napihala. Ne? To je drug moment, zakaj imamo to popularizacijo pri mladini. Tretja zadeva, ki jo jaz seveda izpostavil je, ker je rečeno, kdo posluša, ne, to zadelate raziskavo, treba ločiti med aktivnim in pasivnim poslušalcem. Ne, mešati mineštvo v nedeljo za kosilo, medtem ko ob ritmih narodno-zabavne glasbe ali valčka je veliko lažje kot ob roko ali panko, ne, torej koliko res posluša, pa koliko ima nekdo neki samo za ozadje. Četrto vprašanje, ki je pa za mene dejansko ključno, ne, ki se ga delno sicer malo dotikaš, je ta zgodba slovenskosti, tega imaginarija, ne, dotakneš se ga predvsem v videospotih, pomenil si Hrošča, ne, gre se še zmeraj za nemški avto, ne, torej če težko boš dobil Cliota ali mogoče Peugeot ali bojo celo Citroena avto, a je? Ni ga, ne. Pravi Fiat. Ja, tudi Fiat, ne, ali pa še kaj hujšega, ne. Tako da to je tudi neka simbolika, gorenjska narodna noša, ki jo omenjaš v tej knjigi, kot popularizacija, sicer se to nadomesti s trganimi kavbojkami. Omenjen je bil, mislim, da Natalija omenjena Magnifika, prej pa tiste njegov dur mol zgodbo. Notri pomenja zelo natančno dejansko, da smo preskočili z te krajinske sekste, krajinske terce, ne, na dejansko intervale prima, sekunda, kvarta. Ne. Ena od stvari, ki je pomembna, ne, po mojem pa je za razmislek, je pa seveda tudi vprašanje kakovosti teh simbolnih imaginarij. Ko ti preskočiš iz klasične krajinske terce, ki jo imajo vse ljudske slovenske pesmi, ali pa celo sekste, kot imaš tam napisano, ne, v sekundo kvarto so pa to čist druge muzikološke značilnosti, ki pa so nam malce tuje. Ne. In jaz sem šel te spote, vse, ki jih omenjaš, ki jih analiziraš pogled, ki jih nisem poznal, moram spremno priznati, vse sem šel pogled. In ja, spoti so zanimivi, če ugasne zvočnik. Če pustiš zvočnik požgan, spot ni zanimiv, zato ker te moti že ta osnovna tonaliteta, ki je nekako malce drugačna. Tako da, odlično, mislim, knjiga je odlična za prebrati, absolutno odpira nekaj prava vprašanja in tudi vprašanja bodočnosti, je pa seveda vprašanje te retradicionalizacije, ki je bila delno omenjena, seveda tudi vprašanje tega, kar je, da se Slovenija fragmentira na tak rekovski način, da iz neke enotne gmote postajamo vedno bolj parcialni, oziroma ko je to kampanalizacija, kot je že biti omenjeno. Tako da vse čestitke in se veselim že branja drugega dela. Smo prehvalili, no cel škoda, pa ne. Tle je cel hodnik na faksu trpil, ker sem te komande preposlušal. Tako da sem I got a lot of angry looks. Ja, hvala, no, skratka se strinjam z vsem povedanim, mogoče samo en kratek reply na to zadnje, ne, se pravi ta kampanalizacija. Jaz mislim, da bomo v bistvu en slovenski izraz za to, ne, parohializacija, ne, se pravi v bistvu ne na fare, ne, so tiste neke, ne, skratka nam ne nese naša identifikacija, da je to v bistvu nese naša fara. Ampak hočem izraziti tradicionalni moment. Ne? Se pravi, to je načinno za tradicionalne družbe, ta neka oska identifikacija, ne? Kjer je že narod skoraj mogoče v bistvu preveč abstraktna kategorija, je pa seveda vprašanje, ne? To, kot je nekaj omenil, da se pravi, komu ta fragmentacija ustreza in paše. Ne? Mislim, da je dosti jasno. Deli vlada in variante. Tako da ja, absolutno. Pa negativna selekcija. Ja, tako je. Tako da hoče ne sam to mogoče, ne, mislim, da parohializacija je. Ok, še kakšen komentar, vprašanje, takoli? Mene mogoče zanima, kaj se pred leti začelo v bistvu podlani pojavljati te grafiti, Modrijani, Nove slovenske kunsti, v bistvu v tem kontekstu, da mogoče politika kako nekaj instrumentalizirala Modrijane kot neke paradne konje umetnosti, ki je pač uspešna, ki ima veliko občinstvo in se kako postavil nek diskurs, da gre za boj med neko sodobnejšo pa
to ljudsko umetnost, ki je pač ne prava, narodotvorna, mogoče celo, pa me to zanima, no, kako to komentirate, a gre tle sploh res za kakšno konkurenčnost, boj med tema svetovama, to nekaj, ko v bistvu čist obstaja en in drugega, pa je to se kar nek, da se v bistvu čist blažen spostavil nek ta... Ja, hvala, to mislim, da je zelo dobro in zelo pomembno vprašanje. Hvala, zdaj se za ta konkreten grafit, ne vem točno, kaj je mišljeno, domnevam nekako, da je referenca na to. Ampak ja, bojim se, dejansko mislim, da ta izraz, ki ga moram tudi uporabiti, bojim se, skratka, da v bistvu dejansko ta kulturni boj ali karkoli, ki je zdaj tudi naravno zabavna glasba v njega upeta, je del teh političnih apropriacij. In recimo zelo lepo vidno je, se pravi, recimo, to smo na hitro omenili, se pravi program TV Slovenija, kjer se je naenkrat v petkih zvečer so se začele pojavljati te skratka oddaje z narodno zabavno glasbo, nekaj prej so bile v nekih bolj teh off-terminih in tako naprej. Se pravi, to v bistvu, kar je prime, se pravi petek zvečer ob 8. In hočem reči, absolutno, jaz sem to potem gledal bolj natančno, ni tle nobenih naključij, zmer je povezano vsi ti premiki z političnimi premiki. Se pravi, povedano zgodil veseli, mislim, da je to tista vlada Janše, pa je bilo 4, 8, se pravi, to je bilo to, po kakšnem letu se je potem, je to potem postavil, se pravi, v bistvu slovenski plan. Tako da v bistvu, zdaj, koliko to deluje v praksi in tako naprej, kot uspešna politična apropriacija, ne vem, ampak v bistvu dejansko imamo politično nek pol, resnico, ki očitno igra na te karte in v bistvu je to del njene politike. Zdaj, tle mi je sicer mogoče samo to bi rekel, se pravi, so na nek način, kar je bila ultimativna, kot rečem, rezistenčna gesta, bi bilo ne, da zdaj vrnemo v petek, kaj je nekaj drugega, ampak recimo, da bi imeli nekaj, kot sem prej rekel, da bi znotraj narodno-zabavne glasbe se pojavljajo neke kontra, skratka, paradigme, se pravi, drugačne, whatever, smo rekli, gej, lezbike, čepuri, whatever. Tako da, ampak ja, je to in tudi mislim, da recimo se sedi politika, recimo aktualnega ministrstva za kulturo, ki praktično duši aktivno sredi 21. stoletja vso nekako neodvisno v bistvu kulturo in hkrati še podpira pevske zbore, lokalne in tako naprej, da vse gre to skupaj. Hvala. Ja. Čestitke za knjigo. Jaz imam vprašanje vezano na ta podatek, da je ta tip glasbe med tremi najbolj popularnimi v Sloveniji. Me zanima, da je v okviru raziskave posvečena pozornost tudi temu, kako potem skozi to glasbo tujci precipirajo Slovenci. Ali je to mogoče nekaj za naprej? Kdo te poprašal, recimo, rezidenčne ambasade, kako oni to pojmujejo, kaj to ni povedal Slovenci? Ja, jaz se s tem nisem pogovarjal v tej knjigi, ampak Natalija dela nekaj v tem segmentu, tako da bomo čekali. Nismo še, zaenkrat je bila to anketa izvedena v okviru raziskave slovensko javno mnenje, tako da že pač nismo spraševali tujcev. Smo pa poskusili, mislim, nas se zanima tudi ta vidik mednarodne dimenzije, narodno-zabavne. Ena stvar, ko jo počnemo, je, da poskušamo v bistvu pogledati, kako se narodno-zabavno percepira, apropriira in uporablja v raznih slovenskih diasporah v tujini. Kar se tiče tega, kako tujci pri nas percepirajo narodno-zabavno, pa se tega še nismo dotaknili, ampak leta 2023 načrtujemo eno avtomatsko številko revije Dve domovini in se mi zdi, da bi bilo ful dobro mogoče tudi ta vidik poskusiti vključiti v kakšen članek. Tako da v bistvu hvala za idejo. Ok, hvala. Še kaj nekoliko? Najbolj čestitke za knjigo. Sem bil ful vesel, ker sem zvedel, da delate en raziskavo in knjigo.
1000 vprašanj imamo, se bom probal omejiti. Razmišljal sem o mainstreamu, o temu alternativa znotraj narodno-zabavne, razmišljal sem o tem, kaj si ti rekel, o teh grafitih pa to. In bolj, ker razmišljam, bolj se mi zdi, da je narodno-zabavna eden izmed redkih glasbenih žanrov, ki ni doživel modernistične kritike. Ne? Se pravi, da ni skladateljev, da ni umetnostnega diskurza, ki bi obravnaval ta žanr na način, da dajmo ga malo dekonstruirati, dajmo ga malo twistati. Ne samo v smislu, bom rekel, besedil, ne v smislu tem, ali imamo zdaj v besedilu mamo, ali imamo dve lezbiki, ne? Ampak dejansko veliko vidim to vrstnih žanrov po različnih koncih sveta in se mi zdi, da v Sloveniji, ne vem, zakaj ni prišlo do tega, da bi sodobni skladatelji rekli, ok, to je nekaj, s čemer se identificira ta država ali pa ta etnija ali pa karkoli znotraj te države in probo to twistati in narediti nekaj. Ne? In zdaj v Sloveniji, kar se mi zdi, da je bilo poskusov, jih takoj daš med folki. Ne? Se pravi, če imaš Bratka Bibiča, ki je fantastičen harmonikar, pa je imel Beg nagrad, mislim, da bi on tudi zraven, ne? Da so te neki bendi, ki so se mečkan igrali s tem, ampak nikoli se mi zdi, ni znotraj žanra prišlo do tega nekega modernističnega momenta, da bi rekel, ok, res imamo mainstream, pa imamo pa te avantgardiste znotraj žanra. Ne? In zdaj, se mi zdi, da moje vprašanje je, zakaj se 70 let tega ni zgodilo. Kako je možno, da se to ni zgodilo, mogoče zanimivo vprašanje. Drugo vprašanje, ki me ful zanima, je pa pač tvoj metodološki pristop. Me zanima, kaj si v knjigi naredil v smislu metodologije. Se mi zdi, da si šel bolj na analizo, bolj semiološko. Ne? Kaj pa metodološko delate v tej širši raziskavi? To me pa res pač nasplošno zanima. Ali res to v širši raziskavi, ne vem, intervjuje delati? Ta moment mi je blazno zanimiv. Zakaj mladi ustanovijo narodno-zabavni ansambl? Ja, osamosvajanje pa to, ampak ja, če si glasbenik, pa če si v Sloveniji, tako rekoč nimamo urbanih okolij, ne, ampak si zmeri v bistvu prisiljen v to, da se moraš nekam voziti, se pravi, moraš imeti avto, se pravi, kako bom zaslužil, zaslužil bom na porokah in pogrebih, oziroma tako, ko se igra narodno-zabavna, v času, ko nimamo več rock klubov, ne, oziroma ko mladinski klubi ne funkcionirajo več kot koncertni prostori, 1000 razlogov je, tehnoklubi ful propadajo in tako naprej. Se mi zdi, da je to en izmed načinov, kako mlad človek lahko pride do zaslužka in zdaj me zanima, če tudi metodološko greste kaj raziskovati te stvari. Ja, za metodologijo bom prosil Natalijo, ki ima boljši pregled vse te polovatke delamo. Zdaj mogoče samo ta modernistični, se mi zdi zelo zanimiv, zelo dober point, se pravi, ni neke te radikalne dekonstrukcije obrata in tako naprej, ker načelno se pojavljajo. Zdaj, spet mogoče, ne vem, jaz malo to povezujem s tem, se pravi, to dualnostjo, se pravi, da bi se Sloveniji zmeri bolj nekako dve, kot rečem, kulturi, ena je urbana, pogojno rečeno, progresivna in tako naprej, druga je ta podeželska, rustikalna in tako naprej, kjer se mi zdi, so praktično mega stikani med enim in drugim. Se pravi, te odbali nekako se tega niti ne dotikajo. Jaz mislim, da dejansko, tukaj smo prej omenjali, politično totalni potenciali so, pa da o estetskih ne govorim, se pravi o tem igranju, recimo, z narodno-zabavno glasbo. Tako da mi je žal, da se to ne dogaja, ampak pojasnujem nekako v tem smislu, tako nekako smo zakopani v tej dve kulturni poziciji, podeželski, urbani, progresivni, konzervativni, da skoraj ni neke komunikacije. Prihaja do razne sinkretizacije, da vem, srce in turbo-folk, in se spomne vedno Pero de Formero, ker ima turbo-folk in heavy metal skupaj, in deluje kot tega krasna ironija. Recimo, ena stvar, dve stvari, ki sem pisal noto, česar pa ni v slovenski narodno-zabavni glasbi. Ni drog, ni cigaretov, v sobi puno dima, nema aspirina, to je turbo-folk, kot se puši ful. In druga
stvar ni pomorje, nobenega žoka, če je kakšen žok, je tisto razkratavljiv žok, če nas net pomorni rabi. Mislim, tudi to, nekaj se mi zdi takih križanih, takih pride pa vse to nekako ven, ni nemogoče, in pač imaš to in drugo estetiko, in kakor vem, kot drugje nisem sledil temu, in tudi prvo deformero, ko pride v Slovenijo, na Ljubljano, recimo, ima ful, pač pride zelo heterogena publika in je velik žur, skratka, ni to kar nek tretji folk pride, v tem smislu. Potencialo pa je, se teh križanje, te subkulturne pravovjernosti 70-ih in 80-ih, kaj se je potem vse razvilo, tako da tle se pa inkorporira, jaz mislim. Ja, potenciali mislim se nam so strašni, politični in estetski. Ja, še kar se tiče metodologije, pač gre za 3-letni projekt. V prvem letu smo nekako zakoličili temelje, se pravi, eden od njih je pač ta prva knjiga. Druga stvar, ki smo jo naredili, je vključitev sklopov vprašanj v raziskavo slovenskega javnega mnenja. Tretja stvar je bil pregled v bistvu raznih političnih dokumentov, kjer smo pač ugotovili, da se v bistvu političnost narodno-zabavne glasbe da pač ne izhaja iz raznih političnih dokumentov, iz neke proaktivne drže, ampak se odvija bolj na ravni nekih spontanih odločitev. Zdaj, v tem drugem letu projekta mislimo ta vidik nadgraditi s tem, ko bomo delali intervjuje s predstavniki raznih muzejev, kjer bomo pač pogledali, v kolikšni meri, zakaj in kako se narodno-zabavno glasbo obravnava oziroma ne obravnava kot dediščino po eni strani in kot neko turistično atrakcijo na drugi strani. Predvidene imamo tudi fokusne skupine, kjer bi v bistvu res intervjuvali oziroma se pogovarjali z aktivnimi poslušalci narodno-zabavne glasbe. Vprašanje aktivnega versus pasivnega poslušanja, ko ga je Krištjan prej omenil, se nam tudi v bistvu skozi vrti v glavi. Dejstvo je, da skozi anketo zelo težko to v bistvu ločuješ, zaradi tega imamo pač tudi ta metodološki okvir, kjer bomo v bistvu anketo nadgradili s fokusnimi skupinami in pa z intervjuji. En sklop projekta se bo nanašal tudi na intervjuje v bistvu urednikov glasbenih oddaj, kjer nas zanima predvsem nacionalka, v bistvu, kako padajo te odločitve, kako smo opazili, da nacionalka zelo eksperimentira v bistvu z raznimi formati, z raznimi termini. Lani smo imeli pač ta petek zvečer, ki je mešal narodno-zabavno in popularno glasbo. Od zdaj, pa se pravi, z novim letom smo prešli na drugo oddajo, ko je bilo zdaj Darja Gajšek in je bistveno bolj klasično narodno-zabavna. Skratka, kako prihaja do takih odločitev, to nas tudi zanima. In pa na eni točki bomo tudi izvedeli malo opazovanja z udeležbo, kjer bomo v bistvu poskušali tresati, kakšne so pač te performativne dimenzije narodno-zabavne glasbe, ker pač vsi vemo, da so določena okolja, kjer se tega v bistvu konzumira in preporno več kot druge, gasilske veselice in podobno. Tako da to je tako ene načelno, vse še delati. Hvala. Dobro se sliši. Min grede že en prispevek. Jaz zase za ene druge stvari malo raziskujem rabo besede zamorček v Sloveniji, zamorc. In sem odkril, da so Gamsi leta 1999 naredili zamorsko polko, to se mi zdi. Pač, ko se že pogovarjamo, a so črnci prisotni, včasih so na neke zelo zanimive, bizarne načine. Ja. Kdaj bojno ne bizarne? Se verjetno ste to že odkrili, ne? Ni to neki novi. Ful bizarnih stvari. Ja. Ok, še kakšno? Dobro, če ne, hvala vsem, da ste se oglasili, hvala kolikoma, da ste se dobali, da je to